Pojdite in učite. In šli so. Lepo pozdravljeni, dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dragi prijatelji misijonov, misijonskih dežel in misionarjev, posebej tistih, ki so tesno povezani s Slovenijo, posebej onih, ki prihajajo iz Slovenije in so naši misionarji. Zagotovo se vsaj enkrat na leto zelo zares z našim programom, z vami, naše poslušalke in poslušalci, povežemo z njimi prek pustne sobotne iskrice, pa tudi drugače, v mnogih akcijah, ki jih bodisi vodi Misijonsko središče Slovenije ali zanje skrbi Slovenska Karitas ali kdo drug, ki z dobrim namenom gleda proti misijonom. Mi se danes na to nedeljo, ki je začetek pustnega tedna, no vem, tisti pravi pustni torek prihaja v prihodnjem tednu, ampak z debelim četrtkom se bo pa vse skupaj zares začelo in s pustno sobotno iskrico tudi po naši radijski tradiciji nadaljevalo, oziroma v Angolo. Tam deluje sestra Zvonka Mikec, ki je za sobotno iskrico na vprašanje, kaj pripravljate, sestra Zvonka, kaj boste zidali, kaj bo nastalo v Angoli, odgovorila. Toliko lepih sanj imamo, zdaj smo s sanjami oziroma že konkretno obrnjeni v center Angole, mesto Huambo, Obrobje, kjer smo lani že uspeli kupiti eno veliko zemljišče, 2 hektarja, kjer naj bi nastalo center za otroke, otroški vrtec, potem poklicni center in pa dom za dekleta, predvsem tista, ki imajo težave, da bi našli prostor, ki pridejo iz podeželja v mesto, da potem lahko tam nadaljujejo šolanjem. Kraj, mesto v Angoli, v katerega bo letos zazrta naša pomoč, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, je misionarka predstavila takole. Ja, Huambo mesto, to je prav v centru Angole, centralna provinca Angole, mesto je več kot 2 milijonsko mesto že trenutno. Mi smo čisto na obrobju mesta praktično, tako da gor na enem hribu lepo je to zemljišče, da se od tam vidi dol celo mesto. In je pa to tudi prehodna točka, kamor se pride iz Luande po 600 kilometrih, od tam gremo v naš misijon v Menonge, ki je 400 kilometrov dol proti jugu, od tam se gre v Lueno 550 kilometrov, kjer imamo drugi naš šolski center, od tam se gre v Benguelo 220 kilometrov, kjer imamo drugi naš šolski center, ja. Tako da bomo nekako center Angole. Kar nekaj pustnih sobotnih iskric je že za nami, katerih središče dobrega dela je bila šola. Bodisi šolski center ali prehrana za šolarje, pa tudi vrtec ali kaj podobnega, kar zre v prihodnost predvsem otrok in mladih. Pa me je zanimalo v pogovoru s sestro Zvonko Mikec, kako je s šolanjem, z iskanjem izobrazbe na podeželju in v mestih v Angoli, predvsem na podeželju, odkoder prihajajo dekleta, ki jim bomo skušali pomagati prihodnjo soboto. Na pustno soboto. Za srednjo šolo, kjer je tako na podeželju, kjer je čist zelo na podeželju, ponavadi se najde kakšna šola do 5. razreda, ja. Potem iz podeželja pride v manjši bližnji center, kjer se še lahko mogoče najde šola do 8. razreda in potem ta dekleta od tam naprej že nimajo možnosti. V mesto pride, kdor ima mogoče kakšno sorodstvo, da gre lahko potem naprej v šolo, vendar večinoma potem ostanejo tam in kaj se dogaja. Dekleta se potem pri 15-16 letih poročijo in življenje ostane tam. Zato bi radi mi s tem našim centrom pomagali, da bi čim več deklet se lahko tudi izobrazilo, da bi se pripravili lepše za življenje in pač zrastle, ne? Pustna sobotna iskrica prihodnjo soboto med 9. in 15. uro bo torej zbirala sredstva za gradnjo vrtca in doma, ki bo predstavljalo zavetje za mlade dekleta na pragu srednješolske izobrazbe v kraju Huambo v Angoli, tej misijonski deželi, kjer deluje tudi sestra Zvonka Mikec. Pustno dobro delo pričakujejo tudi soorganizatorji. Ob Radiu Ognjišče je to Misijonsko središče Slovenije. Njegov tajnik Janko Pirc. Ta dober projekt, ki že teče več 10 let, je tako priljubljen in so naši misionarji prav veseli, ko dobijo kakšno
kakšno tako podporo. Tudi prejšnje dni smo bili tudi v stikih z Uršo Marinčič, ki je lani dobila dar in ona že gradi osnovno šolo, že vsi so v akciji tam, tako da mi smo v stikih z misijonarji, ja. In prav prek teh stikov, včasih pa tudi prek delovnih obiskov, na misijonskem središču Slovenije poznajo misijonske dežele. O Angoli Janko Pirc pravi. Ja, Angola. Mi smo bili lani v Angoli, ne, seveda. Sestra bo povedala še čist druge podatke, čist od znotraj, kako to vidi, ker ona je tam že več kot 20 let. Mi smo bili pa lani na obisku, tako da tudi spoznamo te države, kjer pomagamo, spoznamo projekte, ki smo jih pomagali zgraditi. In smo lani obiskali sestrske skupnosti, sestr Salezijank, tako da smo bili na 7 postojankah in Angola je velika država na sredi Afrike, tam na zahodni obali, in ima prav veliko tudi prebivalcev. Čez 30 milijonov je prebivalcev in 10 milijonov jih živi v glavnem mestu. To je neskončno veliko ljudi, tudi neskončno veliko glavno mesto. Medtem ko ljudje na podeželju pa živijo še zelo, zelo preprosto. Ko smo se mi peljali po teh cestah v eno od postojank od sester, smo videli, da živijo v teh glinenih kočah iz zemlje grajenih, pa slamo pokritih, pa tako zelo preprosto. In tudi ta manjša mestica, ki so, pač ljudje pridejo iz dežele in se tam naselijo in pa sestra reče, tukaj bomo mi zgradili novo postojanko in gledaš, pa se to je sama travnik, sama pustinja tukaj. Ampak rečejo, tukaj bomo zgradili postojanko in čez 10 let bo tukaj ratalo mestece oziroma bo ratalo naselje, ker se bo mesto razširilo v ta konec. Ljudje tako hrepenijo po izobrazbi, po šolanju, zato da imajo otroci neko dobro izobrazbo in sestre to dajo. Tako da se pol avtomatično tako po naravni poti nekako priselijo tja, kjer sestre gradijo kakšno svojo postojanko. In vabimo vas, dragi poslušalci, k sodelovanju, k pomoči pri nastajanju nove misijonske postojanke v mestu Wombo v Angoli. Sestra Zvonka Mikec zagotavlja, da bo prav vsak dar namenjen rasti misijonskega centra, v katerem bo vrtec, dom za srednješolska dekleta, poklicni center in še kaj. Vrtec in dom za dekleta pa sta tudi cilj našega dobrega dela. Na pustno soboto, čez slab teden, torej v soboto, med 9. in 15. uro, prisluhnite našemu programu in darujte. Res iskrena hvala lepa že vnaprej. Sestre obljubljajo tudi molitveno podporo. Sestra Zvonka pripoveduje. Najlepša hvala tudi vam, tudi v imenu vseh naših sester, ki po vseh hišah tudi molijo za vse dobrotnike, ki si bojo oglasili 1. marca. Smo že ves ta čas dali ta namen, da vse skupnosti, vse sestre z našimi dekleti molimo za vse dobrotnike, da jim da srce velikodušno, da nam bodo lahko pomagali. Res iz srca hvala vsem in vsakemu. Sestra Zvonka, Bog vas živi. Bog klonej, hvala vam. Pustna sobotna iskrica 2025. Na pustno soboto bomo pomagali misijonarki sestri Zvonki Mikec, ki deluje v Angoli. Najlepša hvala tudi v imenu vseh naših sester, ki molijo za vse dobrotnike, ki si bojo oglasili 1. marca, da jim da srce velikodušno, da nam bodo lahko pomagali. Res iz srca hvala vsem in vsakemu. Na pustno soboto 1. marca bodite z nami. Pomagajte graditi vrtec in varno hišo za dekleta. Hvala, ker se lahko vedno znova zanesemo na vas. Res, iskreno. In nasvidenje na pustno soboto med 9. in 15. uro. Hvala. Z vami sem bil Jure Sešek. Pojdite in učite. Šli so.